Spoštovani gledalci našega YouTube kanala, poslušalci našega podcasta, lepo pozdravljeni. Moj današnji sogovornik je Blaž Torkar, torej beseda bo zopet tekla o vojaški zgodovini. Že pred časom sva letos en posnetek pripravila v povezavi z dogodkom, ki je na zahodni fronti stvar spremenil leta 1944. Danes bomo pa na vzhodni strani, ravno tako v letu 1944. Namreč prišlo je do velikih premikov Rdeče armade. Povod za najin pogovor danes pa je osvoboditev prestolnice, bomo rekli, seveda takratne, osvoboditev Beograda in torej v nekaj vprašanjih bova poosvobodila to lokacijo. Za začetek, zdaj vemo, junija se izkrcajo na zahodu, potem do avgusta je Francija v bistvu že osvobojena. Kaj se pa dogaja na vzhodni strani? Kaj se dogaja tam, kjer Rdeča armada pritiska proti Nemčiji? Ja. Na vzhodu je seveda zelo uspešna tudi Rdeča armada in meseca avgusta Rdeča armada že prodre recimo v Romunijo, potem sledi okupacija oziroma osvoboditev, kot so takrat rekli, Bolgarije. In kmalu pridemo v stik z Rdečo armado tudi v takratni Jugoslaviji, namreč oktobra Rdeča armada že vstopi na področje Srbije in 20. oktobra je ta znameniti datum, ko osvobodi skupaj z enotami partizanske vojske Beograd. Zdaj, če na splošno širše gledamo takratni položaj, leta 1944, prav na področju recimo Jugoslavije, to je že obdobje, ko pride do popolne podpore Titu, ko zavezniki odtegnejo pomoč četnikom in še vedno računajo na kralja, se pravi, to so pogovori o skupnem formiranju vlade, Šubašić-Tito, se pravi, imamo Viški sporazum, ki je potem dopolnjen z Beograjskim sporazumom med Titom in Šubašićem. In potem v širšem pogledu imamo pa tudi znamenite konference zavezniške. Ena je na jeseni v Quebecu, kjer se dobita Roosevelt in Churchill. In bolj pomembna za naše področje je konferenca v Moskvi, oktobra 1944, ko pride do tiste znamenite delitve vplivnih con na področju jugovzhodne Evrope in tudi na področju Jugoslavije. In znana je ta delitev vpliva v Jugoslaviji, to je ta 50-50 med Sovjeti in zahodnimi zavezniki. No, pa Tito med drugim, to si omenil, sreča se z Churchillom, to je vrhunec, bi rekli, priznanja. To pa zdaj je res priznanje. Tako, ta zgodba je šla tako v letu 1944. Po desantu na Drvar Tito odleti na Vis. Tam zelo dobro sodeluje z Britanci predvsem. Formirane so skupne akcije proti delovanju Nemcev na Dalmatinskih otokih in tudi v Jugoslaviji. To so bile skupne akcije Angloameričanov in partizanov. In potem je ta znani odhod Tita skrivni iz Visa v Moskvo, to je bilo potem septembra 1944, ko se potem Tito tudi dogovarja o tem, kako bo potekala tudi osvoboditev same Jugoslavije. Namreč, kot vemo, osvoboditev Jugoslavije strani Rdeče armade je šla samo v enem manjšem delu. To je bil ta vstop iz Bolgarije in Romunije v Srbijo, osvoboditev tega dela Srbije ožjega in Beograda, potem pa Rdeča armada zapusti jugoslovansko ozemlje in gre nazaj na Madžarsko. Tako da ta dogovor je tudi bil usmerjen v to, da naprej skrbi za osvoboditev Jugoslavije Narodno-osvobodilna vojska Jugoslavije. Se pravi, ni tu prisotna v tej osvoboditvi Rdeča armada, ki deluje izven jugoslovanskega ozemlja. To je seveda druga zgodba kot Romunija pa Bolgarija, ki sta bili seveda na strani silosi, tako da tam gre za upad, tam ne gre za dogovor, zdaj pa pridite, pa pomagajte bolgarskim partizanom. Čeprav danes je ta osvoboditev Rdeče armade v
mnogih od teh držav vzhodnih se to tretira drugače. No, kot to je osvoboditev. seveda zdaj za nazaj. Ne? Za nazaj, ja. Takrat leta 1944 je šlo pa seveda za druge Tako. potrebe in za druge cilje. Zdaj, malo si že omenil, moramo še kaj reči o Jugoslaviji. Torej, vemo, bil je desant na Drvar, tam se partizanska vojska uspešno ubrani v tem smislu, da vrhovnega poveljnika ne zajamejo. Ne? Kaj se sicer še kaj dogaja? Pomembno vojaškega, ker leto 1943 se spomnimo, oni dve veliki bitki, ne? Zdaj 44 desant na Iz Drvar. širšega, recimo strateškega vidika, sta pomembni dve operaciji, ki se imenujeta Ratwick in Bearskin. To je usklajeno delovanje partizanov in zahodnih zaveznikov to so sabotaže na jugoslovanske komunikacije. Se pravi, onemogočali so takrat umik nemških enot iz južnih delov Balkana, iz Albanije in iz Grčije proti severu. Eden od takrat strateških ciljev zaveznikov je bil v tem smislu njihovem načrtu izkrcanja v Normandiji, je bil ta, da se zadrži kar največje število nemških enot na Balkanu, da se ne umaknejo do časa v sam Tretji rajh, kjer bi lahko prišle na pomoč v obrambi na zahodni fronti. Se pravi, naloga odporniških skupin, partizanov, takrat v Jugoslaviji, je bila predvsem ta, da zadržijo nemške enote v Jugoslaviji. Zdaj, kar se tiče Srbije leta 1944, ne smemo pozabiti sledeče. Srbija je imela v Jugoslaviji poseben status pri Nemcih. Namreč Nemci so se izjemno bali Srbov, to je že tradicija iz Prve svetovne vojne. In zato je bila Srbija, tudi ko je bila Jugoslavija okupirana, je bila postavljena pod direktno vojaško komando Nemcev. Potem imamo druge dele, se pravi, ki so priključeni ali Bolgariji, ali Madžarski, ali pol je bila seveda formirana tudi ta znamenita Nedićeva marionetna vlada. Ampak ker so vedeli Nemci, kako močni so Srbi v samem uporništvu, so tudi izvajali, takoj ko se je upor začel, te drakonske ukrepe, poznamo Kragujevac in to. In prav zaradi tega je bila Srbija do leta 1944 pacifirana. V Srbiji ni bilo partizanstva in cilj partizanov leta 1944 je bil priti nazaj v Srbijo in potolči četnike, ki so imeli seveda del Srbije pod svojim nadzorom, se pravi uničiti četniško gibanje in si prisvojiti Srbijo kot ta ključni del, kot vemo, Piemont nekdanje Jugoslavije. Sama Srbija in Beograd je imela tudi strateško pomembno območje, namreč tam so se križale številne komunikacije, imamo Moravsko, Ibarsko dolino, imamo doline Donave in prav zaradi tega je bilo za partizane izjemno pomembno, da imajo nadzor nad Srbijo. Nemci pa so takrat že zapuščali Balkan, Jugoslavijo in so želeli formirati nam dobro poznano Sremsko fronto, se pravi braniti meje NDH-ja, njihovega ozemlja in skušati torej ubraniti meje in postaviti linijo torej na Sremsko fronto, ki je potekala severno od Save, in potem je šla ta frontna linija, ki sicer ni bila dobro utrjena, razen Sremski front, se pravi šla je naprej dol na Hercegovino, na planino Radušo, pa dol do morja, do Karlobaga. Ampak ta linija ni dolgo časa vzdržala. Edina, ki je bila najbolj utrjena in kjer so bili najhujši boji, nam poznani, to je bila pa Sremska fronta. No, samo to je potem že po osvoboditvi Beograda. Zdaj omenil si, Tito je šel v Moskvo. Ne? Kako je torej zdaj tu prišlo do tega strateškega dogovora, ki je seveda na papirju tudi potrjen, ne, da Rdeča armada ima dovoljenje za vstop na nek način v Jugoslavijo. Torej ne gre za invazijo na Jugoslavijo, ampak gre za usklajeno sodelovanje. Tako, to je šlo za skupno sodelovanje prve in druge, mislim, da je bila Ukrajinska fronta, temu so rekli fronta, temu rečemo danes armijske skupine oziroma armadne skupine. Tolbuhin. Ja, in pa prva grupacija
prva armijska grupa, to pa je vodil znameniti Peko Dapčević, narodni heroj, kasneje tudi disident. Ne. Se pravi, te enote so imele nalogo usklajenega delovanja in osvoboditve Beograda. Zelo so nam poznani zadnje leta, tudi se v te raziskave tudi veliko vlaga, incidenti Rdeče armade nad civilnim prebivalstvom. Tega je zabeleženo veliko in tudi te številke varirajo, če berete raziskave. Predvsem od lažnih zločinov, posilstev, kraj, tega je bilo takrat veliko, tako da niso bili prav dobro zapisani pri predvsem beograjskem prebivalstvu, pripadniki Rdeče armade takrat v Beogradu. In znane so tudi te pritožbe, ki jih je Tito naslavljal na Stalina v zvezi s tem. Namreč Titu so poročali in on je v bistvu v tem času bil takrat v Moskvi, ne, in je takrat protestiral pri Stalinu, zdaj nekega efekta velikega pri tem ni bilo. Zdaj, ko je osvojen Beograd, ne, pravzaprav je to samo en zob, ne, celoten jug še ni osvobojen. Južna Srbija, Leskovac, Vranje, dol Makedonija, to je še vse pod nemško okupacijo, pod bolgarsko. Ne? Pod nemško uradno, ampak vedeti moramo, da Nemci so nadzirali le ključna velika mesta in komunikacije, ker niso imeli dovolj enot. Povsod, kjer se je dalo, je že bilo neko odporniško gibanje in neko ozemlje pod nadzorom upornikov, ki se je seveda potem prehajalo v roke upornikov in Nemci so se počasi umikali iz teh območij. Za zanimivost naj povem, da so bile tudi britanske enote takrat dejavne na našem ozemlju. To je bila znamenita skupina Floyd Force, to je bila artilerijska skupina, ki je skupaj s partizani sodelovala pri osvoboditvi delov Hrvaške in tudi Črne gore. Ta skupina je potem morala zapustiti Jugoslavijo po protestih Tita, ker se je seveda bal večje prisotnosti Britancev na jugoslovanskem ozemlju. Tako da strateški cilj partizanov je potem leta 1944, konec 1944 in 1945 bil osvoboditi še ta severozahodni del Jugoslavije, uničiti sile osi in seveda priti do etničnih meja, se pravi spremeniti mejo z Avstrijo in tudi spremeniti mejo z Italijo. To so pa potem že debate za druge obletnice. Recimo, ja, za druge obletnice. Prej si omenil zadrževanje nemških enot na Balkanu, zato da se ne umaknejo v Srednjo Evropo oziroma v Nemčijo, ne, ali pa nekako se ne bi povezali z tem, kar je v Italiji. Potem, ko je bila osvobojen Beograd, ne, pomeni, da je presekana komunikacija Solun-Beograd, Budimpešta ali pa Solun-Beograd-Zagreb, ne, in potem so Nemci čez hribčke mogli, čez Albanijo. To je pa seveda precej otežilo. To je precej otežilo in naj omenim, da je tudi prišlo do dogovarjanj med partizani in Nemci. Ne, recimo, eno takih dogovorov je bil, Nemci pustijo težko orožje partizanom, oni jim pustijo recimo del poti, da lahko prečkajo neovirano čez Jugoslavijo. Ampak ta umik, ne, te znamenite armadne skupine ni bil povsem uspešen, se pravi, del enot se je izmuznil v Tretji rajh, del enot se je pa moral seveda tudi potem na slovenskem ozemlju, kot je nam znano, se je potem predal partizanskim enotam. Namreč cilj Nemcev je bil seveda čim prej priti v Avstrijo, priti pod britansko okupacijsko cono in niso imeli seveda želje se predajati, kot so oni rekli, banditom. Ne, seveda, to ni oficialna vojska, tako kot so bili pač oni, ne, na nek način. Tako, čeprav lahko vidimo, da se je nemški odnos do banditov spreminjal. Nemci so partizane sprva tretirali kot bandite in tudi jih niso jemali kot vojne ujetnike. Če spremljamo proti koncu vojne, oni že menjajo partizanske vojne ujetnike za nemške vojne ujetnike. In tudi njihov cilj je predvsem aktivirati ujete partizane v njihove različne
policijske prostovoljne enote, ki pa jih je bilo na Balkanu in v Jugoslaviji, kot vemo, izjemno veliko in različnih formacijah. Torej, v tem kontekstu je to zadrževanje nemške armadne skupine E bilo uspešna pomoč zaveznikom pri poti do končne zmage. Omenil si še Sremsko fronto, torej to je zdaj že odmik od Beograd je že svoboden, institucije se vračajo v Beograd, tudi ostali del juga je že svoboden. Ne? Kaj zdaj Sremska fronta, to je nekaj časa? Sremska fronta je danes poznana kot po izjemno težkih borbah. Nemci so bili tam dobro fortificirani, utrjeni. Na naši strani pa je predvsem, bomo rekli, na jugoslovanski, na partizanski. Takrat imamo dejansko že jugoslovansko armado, ko pride do preboja aprila 1944. Imamo pa značilnost v tem, da je padlo izjemno veliko pripadnikov jugoslovanske armade. Mobilizirali so veliko mladih fantov, neizkušenih, kar je bil velik problem takrat novo ustanovljene jugoslovanske armade, je bil ta, da je primanjkovalo oficirjev, primanjkovalo je izkušenih borcev in seveda rezultat tega je bil, da so bile izjemno velike žrtve tudi na strani jugoslovanske armade na Sremski fronti, ki je potem bila uspešno pridrta v aprilu 1944 in potem se je seveda fronta počasi premikala. Potem se samo zlije, če je vse do konca. Ja. Hvala lepa. Zdaj sva osvobodila Beograd, torej čez nekaj časa pa je že konec vojne in seveda tik pred koncem vojne. Pravzaprav na dan samega začetka po moskovskem času, dneva zmage, je osvobojena seveda pa tudi Bela Ljubljana. Hvala lepa. Hvala.